Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice s menoj sta Peter Gregorčič in Sebastian Jeretič, naša stalna komentatorja. Zdaj, tema današnje oddaje je pa povezovanje na levici pod geslom mobilizacija volivcev, ampak predno gremo na to temo, dve takšni pod temi imam. Zdaj, Peter, eskalirala je spet zgodba, sem videl tudi po tvojih zapisih na X-u, eskalirala je zgodba z ustavnim sodiščem oziroma z novelo zakona o RTV, ne? Zdaj, me zanima, zakaj se je to zdaj zgodilo, oziroma kaj se je pravzaprav zgodilo? Zdaj, da je eskalirala mogoče težka beseda, ne? Ker problem te zgodbe je ravno, da ni se nikoli zaključila. Se pravi, da je v predalu. Ne? Zdaj, mogoče za gledalke in gledalce najprej, če ne spremljajo vsega podrobno, kaj se je zgodilo. Ne? Kot že vsi naši gledalke in gledalci verjetno vejo, se pravi, Robert Golob je izvedel politično kadrovsko čistko na RTV in potem smo nekateri, se pravi, predstavniki organov upravljanja in vodenja odšli na ustavno sodišče. Ne? Ustavno sodišče je najprej sprejelo začasno zadržanje in potem se je zgodilo nekaj, kar je nerazumljivo, ne? Tudi brez precedensa v evropskem pravosodnem pravnem prostoru, da je to v bistvu to začasno zadržanje ustavno sodišče odpravilo, ne? Celo brez, da bi dalo možnost nam kot pobudnikom, da se izjavimo, ne? Celo več. Ne? Jaz sem takrat, ker je to, se pravi, ker je predsednik takratnega ustavnega sodišča Mateja Četo, ne? To sodišče dobesedno razgradil, ker on je tisti, ki je bil odgovoren, tudi da bi skrbel, da postopki, pogovori, ki potekajo med ustavnimi sodniki, so tajni, ne? Sicer se ne more zagotoviti pošten sodni postopek, da so prihajali v javnost. Ne? In se o tem je vse puščalo, ne? Skratka, predsednik Četo takrat ni opravil svoje vloge in ker je to prišlo v javnost, sem jaz pred to sejo, ne? Podal preventivno predlog, ne? Da nam dajo vsaj možnost izjasnitve, ne? In pa, da se sproži postopek predhodnega odločanja pred sodiščem Evropske unije, ne, kar omogoča pogodba o delovanju Evropske unije, in če sem jaz to predlagal, bi moralo ustavno sodišče na to odgovoriti. Ne, bodi si to zavrniti, to zahtevo, ne, bodi si jo upoštevati, ampak oni so to, se pravi, tukaj so naredili prvo procesno kršitev. To so dali v predal in o tem niso naredili nič, potem so to odpravili, so to čakali, potem so izvedli manever, po mojem mnenju v soglasju z upravo, novo imenovano upravo RTV Slovenija. Namreč naš pravni interes je s tem, ko smo izgubili mandate, kot ga razlaga ustavno sodišče, ugasno. Ne? Edini, ki je tam še imel pravni interes od pobudnikov, je bila tudi RTV kot institucija. Ne? In verjetno so kar tu sklepam, ne, preko Čeferina, ne, ki je tudi na pavšalu na RTV-ju, je uprava dala v spis... Na pavšalu je pisano. Čeferin, ne? Je verjetno so dobili namik, naj uprava v spis da umika pobudo, se pravi, da se RTV umika kot pobudnik. To lahko naredi uprava kot zakoniti zastopnik. In to so naredili potiho. Jaz, ker sem pač priden in marljiv in ker mi je mar za demokracijo, redno hodim gledati v spis. Če se slučajno kaj skriva... Na ustavno sodišče, redno. Pač jaz kot vlagatelj imam to možnost, ne? In grem v spis in sem šel v spis in sem gotovo, da se je to zgodilo, da zadnja zadeva je bil umik, ne? In sva s profesorjem Avblom, ki je pomagal pobudo sestaviti, sva obvestila javnost. Ne? Aha, se pa v vas mislim, če pride do take situacije, vas ne obveščajo? Ne, nihče te nič ne obvešča. Se pravi, če ti nisi aktivni državljan, tu pomeni, ne, meni očitajo nekateri, da sem sam komentator, da nič nisem to držal, ampak jaz kar delam, ne, in kar mislim, da je potrebno delati, ker imam moč delati, bodi si komentiram to, kar vidim, ne, bodi si tam, kjer sem akter, delam to zelo zavzeto, ne. Jaz zelo dobro vem, kaj moram narediti, vzamem si čas in to tudi počnem. In zaradi tega, ker smo to obvestila javnost, ker imamo zdaj izjemno proaktiven državni svet, je državni svet to zaznal in je to pobudo posvojil. To ni bilo težko, zato ker je profesor Avbl zelo inteligentno naredil, da je on avtor pobude, celo pobudo objavil v pravni praksi in so samo vzeli in kot sem šel gledati v spis ustavnega sodišča, ne, potem je vložil kot zahtevo, ker pa ni pravnega interesa. In tlele se je ustavno sodišče zaklenilo, se pravi njihov sprevržen manever, ne, da nam odpravijo začasno zadržanje. Nam s tem sami odvzamejo pravni interes, se pravi nas ustavno sodišče, ki bi moralo varovati naše človekove pravice, izloči iz igre, ne? V resnici to naredi, potem v soglasju za upravo umakne edinega, ki ima pravni interes in potem bi nas zavrgli. In tukaj je vskočil noter vsa čast, ne? Državni svet, ki je to zadevo naredil. Jaz sem potem, ker tukaj se je odprl potem nov spis, ne? V ta spis jaz nimam pogleda, ampak ker je to podobna vsebina, to se vidi iz javnega gradiva državnega sveta, sem dal prošnjo in mi je predsednik Četo to odobril. Se pravi, druge spise ti more v pogled odobriti Četo, jaz imam pravico pogled tudi v ta spis. Sem potem od takrat naprej hodil v oba spisa, ne? In dejansko so narvajali enake argumente kot mi in oni so takrat že zahtevali, da se pobuda njihova združi z našo.
In o tem se nikdar ni odločilo. Ne? Spravi, oni pomeni kdo? Državni svet. Državni svet je dal zahtevo za presojo ustavnosti in dal je tudi predlog, da se njihova pobuda zaradi enakega odločanja združi z našo, njihova zahteva združi z našo pobudo. In o tem ustavno sodišče nikoli ni odločilo, ne? Do zdaj. Potem pa se je zgodilo to, kar je v bistvu dosegel zvir na sodišču Evropske unije, da so prišli ven dokumenti Evropske komisije, ne, ki zbujajo videz, se pravi, krnijo videz nepristranskosti Acceta. Zdaj tukaj ne gre za to, a je Acceto res bil takrat mu kaj sugeriran, jaz tega ne trdim. Ampak dejstvo je, ne, da ti opomniki, ki so prišli v javnost, zbujajo pač videz nepristranskosti. In Evropsko sodišče človekove pravice že večkrat reklo, ne, da je treba varovati ne samo dejansko nepristranskost, ampak da mora biti tudi to navidezno. Ne. Sicer pride do nezaupanja v sodstvo. In tukaj, če pogledamo, kaj so pisali mediji, se to že dogaja. In edina rešitev tukaj je, da se Acceto izloči. Ko je to prišlo ven, sem spet kot aktivni pobudnik, ne, v bistvu tako je reagiral, ker reagirati moraš hitro, sicer ti reče, da nisi ažuren. Ne. V 3 dneh sem jaz vložil pobudo za izločitev. Potem, ko je izvedel... Ja, zato, ker mislim, da takrat, po mojem mnenju, eni so trdili, že bil prej razlog in je bilo to zavrnjeno. Jaz se takrat nisem tej pobudi pridružil, bil je zelo močan pritisk SDS-a tudi name, da bi jaz takrat tudi vložil pobudo za izločitev Acceta. Jaz sem to zavrnil, zato ker pač jaz nisem populist. Jaz želim delati, da se postopek pelje pošteno, ne, ker samo s tem v bistvu delaš dobro z demokracijo. Sicer demokraciji škodiš, ker nasprotna stran izrabi tvoj populizem, ga napihne, naredi za neverodostojnega in te izloči iz postopka. Ne. Zato smo mi še vedno v postopku. Ne. In jaz sem to dal noter, ne, ker zdaj pa mislim, da so bili argumenti. Zdaj imamo mi končno sodbo sodišča Evropske unije. Imamo zapisnik Evropske komisije. Ne. To ni kar nek vir. Ne. To so resne zadeve. Ne. Sem dal to na sodišče. No in potem zdaj, kako deluje ustavno sodišče? Ne? Ustavno sodišče ima razpored svojih sej, kjer odločajo, so ob četrtkih in vedno 3 dni prej, 2 dni prej objavi predlog dnevnega reda. Pazi, to je predlog dnevnega reda. Ne? In mediji so opazili, ne, tudi mediji, na katerem gostujemo danes, to je bilo zdaj ta četrtek, so opazili, da je bila naša zadeva uvrščena na predlog dnevnega reda. Zdaj, jaz sem pač v teh sagah prej še z zakonom za zasebno šolstvo, ne, sem ustavno sodišče spoznal v podrobnosti, poznam vse detajle in glede to, da je bila uvrščena na konec, pomeni, da je šlo za procesni sklep, bila pa uvrščena naša pobuda in zahteva državnega sveta. Zato ne vem, kaj bi bila ideja, ampak verjetno je bila ideja o tem, da se odloča o predlogu, procesnem predlogu državnega sveta, se to združi, lahko se potem združi ali pa ne, in da se odloča, to pa morajo, preden bi odločali karkoli, da se odloča o izločitvi Acceta. Ni nujno, da bo izločen, ampak o tem mora sodišče odločati in tudi mislim, da je do tega prišlo zato, ker zdaj imamo 2 sodnika poročevalca. V naši zadevi je Acceto, torej Acceto, če ima predlog za izločitev, ne more uvrščati teh zadev na sejo, ker bi bilo to nelogično. Ne? No, potem pa zjutraj pogledam in vidim, da to je kar zginilo iz dnevnega reda. Ne? In sem šel spet kot aktivni državljan. Ja, pač potem je pa pride, ko začne seja, se potrjuje dnevni red. In v potrjenem dnevnem redu so nas vrgli ven. In jaz sem šel spet pogledati v spis, ne, lahko pridem do tega kasneje, ampak zdaj po tem dolgem uvodu, odgovor na tvoje vprašanje. Ne vem najprej, kaj se dogaja. Ne. Ampak razlagam si lahko, ker ustavno sodišče o tem odloča, samo na en način, ne, da se o tem trenutno ne sme odločati. Ne. Da se ne sme odločati, ker lahko bi odločali vsaj o teh procesnih predpostavkah. Zdaj pa, zakaj se ne sme odločati? Ne. Zelo dobro sem prisluhnil, ste že komentirali v torkovi uri resnice, intervjuju z predsednikom vlade. Ne. In tam sem si nekje ustvaril neko idejo, v katero smer gre Golobova koalicija, kaj pripravlja za predvolilno kampanjo. In njihovo sporočilo, kot sem ga razumel od predsednika vlade, je, ne, uresničili smo vse reforme razen davčne, ker nismo želeli prizadeti lastnikov nepremičnin. Se pravi, njihova teza je, davčne nismo izpeljali zato, ker nismo zmogli obdavčati premoženja, ki so ga zreducirali na drugo nepremičnino, ne? In se to izkazalo kot nepošteno in bi prizadelo ljudi. Ne? To smo umaknili, vse ostalo smo pa izpeljali. Zdaj pa, case, ki ga imamo mi na mizi, je pravno lahek case. Ne? Se pravi, Evropsko sodišče človekove pravice in tudi druga evropska sodišča so že večkrat rekla, da so politične kadrovske čistke nedopustne. Ne? Celo več, državni svet je, se pravi, potem, ko pride zadeva na
Ustavno sodišče. Ustavno sodišče pozove državni zbor, da poda kontrapredlog, se pravi, vzpostavi kontradiktornost, da se vse stranke v postopku lahko slišijo. In ko je to naredilo državni svet odgovoril, da je tudi v nasprotju z aktom o svobodi medijev, ki je bil pa uveljavljen kasneje. Ne? In zaradi tega je zdaj Ustavno sodišče pozvalo državni zbor, da se o tem izjavi, rok se je iztekel konec oktobra, v spisu še ni videti, da bi se državni zbor odzval. Ne? Ampak, kot rečeno, vsi argumenti so na naši strani. Skratka, z neko pravno poštenostjo, ne, tega ne moreš sprejeti, tega potrditi, tega zakona kot ustavno skladnega. In to zelo dobro vejo tudi na Ustavnem sodišču. Vse, kar lahko narediš, lahko uporabiš politični aktivizem, da zadevo zakasniš. In zdaj, če bi oni, moja interpretacija, zdaj odločili, bi morali odločiti to protiustavno, ker drugače to enostavno ne gre. In zdaj predstavljaj se, da odloče, da je ena prvih potez Golobove vlade, poteza, s katero se Golob pokril 2 leti svojega mandata, spravi, on 2 leti naredil drugega, kot naredil politično kazensko činstvo na RTV, rekel, da je protiustavno. To je nevzdržno za volilno kampanjo. In jaz mislim, da tukaj gre Ustavno sodišče, ne, v resnici s svojim političnim aktivizmom nadaljuje, s tem razgrajuje pravno državo. Ne. Zato, ker s tem razgrajuje zaupanje v sodstvo. Ne. Potem je za manj govor, da neki politiki govorijo krivosodje, kar je po mojem sicer zavržno, da ne opomote. Ne? Ampak akteri sami zdaj tukaj razgrajujejo pravno državo, ko so politično aktivni in igrajo za neko politično opcijo. To je nedopustno. Ne? Potem pa še ena stvar, in tukaj bi zaključil, vmes sem jaz objavil nek članek v pravni praksi o Komisiji za preprečevanje korupcije, bil sem v postopku in oni so izdali priporočila, ne? Spravi, ugotovili so, da nisem nič narobe naredil najprej, potem so pa izdali priporočila programskemu svetu, ne, pa ste zdaj v zadnjih 2 mesecih, ne, in jaz sem moja poanta je bila, programskemu svetu RTV Slovenija, ja, ki ga ne obstaja. Ne, oni so izdali priporočila programskemu svetu RTV Slovenija. Moja poanta je bila, ne, da so toliko časa odločali, da so spregledali, da ta svet, sploh ta organ, ki so oni dali priporočila, ne obstaja več, ne. Mislim, to je čisti absurd. In potem pa dopisal en stavek, sem rekel, da je pa tudi res, moram pa šteti v plus to, ne, da nimajo dobrega zgleda v Ustavnem sodišču, ne, ki tudi ni pretirano hitro. In ko sem to objavil, je očitno en od teh sodnikov, ki je spremenil svoje mnenje, to je sodnik Knez, ne, se čutil krivga in je potem poslal članek v objavo, urednik mu obvestil, da je prišel nepredvideno odziv sodnika Kneza, kjer je nekje prav svojo vest. Ne, in moja poanta je v tem, lej, ne rabiš prati svoje vesti v pravni praksi. Ne. Tvoja naloga je, da odločaš. Ne. Se pravi, sodišče, ki ne odloča, ki napiše v svoj sklep, kar so tle napisali, da ni zmožno odločiti, taka sodišče ne rabimo. To sodišče potem je samo, da dobiva plačo in se gre politični aktivizem za plačo sodnikov. In to je nezaslišano, tako je. Ja. Ampak zdaj, Sebastian, zdaj smo imeli tule malo daljši uvod, po tvoje se bo kaj zdaj zgodilo s to novelo zakona, ki je tam na Ustavnem sodišču? Vmes zdaj prihaja že novela zakona, ki sploh še v bistvu... Jaz mislim, da se ne bo zgodilo nič, da bodo dejansko probali pripeljati do volitev, brez da bi se to zgodilo, ker se popolnoma strinjam. To bi bila zadnja klofuta Robertu Golobu. Ne? In jaz vsakeč, ko pridemo do te debate, prvo, to je za politologe šolski primer sesuvanja današnje demokracije. 2 stebra moderne demokracije, javna televizija kot ključni medij, ki gradi neko javnost, ki torej skozi ustvarjanje javnega mnenja odloča o oblasti v neki demokratični ureditvi, in Ustavno sodišče kot največji skrbnik pravne države so postali dejansko aparati v rokah ene ozke klike. Ne? In se vedno spomnim pokojnega profesorja Markiča, jaz sem študiral ravno v času, ko je bila sprejeta ustava, in je takrat rekel, da je največja, ali pa ena največjih lukenj naše ustavne ureditve ta, da imajo ustavni sodniki samo 9-letni mandat, namesto da bi bil ali dosmrtni ali do neke starosti kot ponekod drugod, ker je rekel, v Sloveniji imamo kapacitete za prvo postavo Ustavnega sodišča in mogoče za polovico druge. In potem bodo sledile razne mediokritete, zaradi tega, ker bo zmanjkalo takih ljudi, ki so dejansko sestavljali, če se spomnimo prve postave Ustavnega sodišča, sej veliko teh je še danes izjemno aktivnih in bi bili še danes lahko dobri ustavni sodniki. Ne? In imamo enostavno to sesuvanje demokracije, zaradi tega, kar je rekel Peter, zaradi sesuvanja zaupanja v te ključne stebre. Ne? Ampak odgovor na tvoje vprašanje, ne verjamem, da se bo karkoli zgodilo, ker so te aparati enostavno v funkciji ohranjanja oblasti. In centralna tema, o kateri bomo danes govorili, je ravno ta, ne? Torej organizacija celotnega ozadja levega bloka, da se
ohrani oblast in pridobi naslednji mandat. Peter, še eno vprašanje imam zdaj, ker si pač doma v teh postopkih ustavnega sodišča. Zdaj, prav, v torek pride neka stvar na dnevni red, kot predlog dnevnega reda. Ne? Ampak zdaj, a to pomeni, da jim je to ušlo, kako nekomu tam na ustavnem sodišču, ki je pripravljal dnevni red, da je to dal in so se že potem nekako videli, da je to gor, moramo dati dol. Lej, ne vem, kaj se zgodi, če se iskreno. Tudi ne vem, ali računajo, da mogoče so ugotovili, da se neko stvar ni... Tu so čisto špekulacije. Ampak te špekulacije ustavno sodišče povzročilo samo, ker tako občutljivi temi ne ravna skrbno. Oni morajo vedeti, da so pod nadzorom javnosti. Javnost ta temo blazno zanima. In levo, in desno javnost. Tu je bila ena največjih caseov na ustavnem sodišču. In tukaj ti ne moreš kar nekaj delati. Ne? Če se špekuliram, lahko so ugotovili, da kljub delni menjavi sestave ustavnega sodišča, še nimajo neke večine za neko željeno rešitev in so nekako se prešteli na hodniku na kavi. In to so ugotovili od torka na četrtek. Ja, seveda, veš, kako je, verjetno je sodnik poročevalec, zdaj ne vem kateri, ker tle sta zdaj dva, mislim, da je Staps za državni svet, ne me držati za besedo, za nas je Ačeto. Jaz upam, da ni tega uvrščal Ačeto na sejo, ker če je Ačeto, ki je v postopku odločanja o izločitvi uvrščal na sejo, itak, pri Ačetu smo vsega vajeni. To vsak posamezen ustavni sodnik? Ja, se pravi, vsak case vodi sodnik poročevalec. Ne hoče več, uvršča vsak sodnik posebej, pa svoj case uvršča naprej. Ko sodnik poročevalec odloči, da ima dovolj gradiva, predlaga generalnemu sekretarju, da to vrsti na sejo in se to vrsti na sejo. Ampak zdaj, kaj se tle zgodilo? Ali je to dal Ačeto, ker pri Ačetu je vse možno. Tip je šel na tiskovno konferenco in komentiral na odprti sceni, se pravi odprt case. To gre za človeka brez kakršnekoli integritete, ki je, vsaj tako so pisali mediji, celo lagal je takrat v postopku izločitve, da ni sodeloval pri oblikovanju programa neke stranke. Tako da v bistvu ta človek se je upal sebe predlagati za sodnika sodišča Evropske unije, ker verjetno to je pač, saj ti si o tem pisal in zdaj posebej, ker vidim, bi verjel, da je to res, da je bila obljuba za to, da je on spremenil svoje mnenje, vrhunska služba na Evropskem sodišču. Tako pač sem bral. In so ga očitno izigrali, ampak hvala Bogu, ker v resnici, če bi ta človek prišel v postopek, se tam je potem še nek odbor, ki o tem odloča. In zagotovo, če ne drugi protikandidati, ki imajo te interese, bi te zgodbe prevlekli ven in on itak se ne more več oprati. On malo sam upa, ne vem, dela na pravni fakulteti, kje, da ima tam habilitacijo in se bo tja zavlekel, ker človek je pač razgradil vse, kar se v pravu da razgraditi. In zato me ne bi čudilo, če on sam, kljub temu, da ima predlog za izločitev na mizi, uvrstil to na sejo. Lahko pa, da je druga sodnica to uvrstila. Potem pa, kaj se je zgodilo, ne vem, je pa to nenavadno in kot sem rekel, tukaj se kaže ta neobčutek ustavnega sodišča za njegovo vlogo v demokratični družbi, ker če bi ta občutek imelo vsaj malo, bi točno vedeli, kaj delajo. In ne bi tega dali ven, ker to javnost vidi, o tem se piše, potem nekdo opozori, pridem jaz, pogledam v spis, nekaj objavim, ker edina rešitev, ki sem gotovo, jaz kot nekdo, ki nimam nobenih vzvodov oblasti, imam pa javno besedo, ta je očitno močna. Ta je tako močna, da pač, ko rečeš nekaj čez neko politično stranko, te vsi napadajo, ker to je dokaz, da si povedal pravo stvar. Ko v ustavnem sodišču lahko spremeniš nekaj s tem, da o tem govoriš. In to vse, kar imam in jaz to pač s pridom izporabljam. Še eno vprašanje, kaj bi se recimo zgodilo, si videl, lahko predstavljate za neko hipotetično situacijo, da bi ustavno sodišče razveljavilo ta zakon? Ja, seveda. Kaj, da bi bil spet predsednik sveta? Ne, veš kako je, zdaj so to oni bi nas, v bistvu, jaz mislim, da oni, če ne bi bilo, se pravi, da ne bi izvedel državni svet te poteze, bi oni zelo verjetno tukaj nas zavrgli, ker bi rekel, da nimamo pravnega interesa pa nimamo zato, ker se pravi, pravni interes gubiš takrat, kadar ob hipotetično ugodni rešitvi ne moreš pričakovati izboljšanje tvojega pravnega položaja. In naš izboljšanje pravnega položaja pomeni, da bi nam se vrnila funkcija. Ta funkcija niti prej ne bi bila mogoča, ker je bila ukinjena. Se pravi, tebi ne more vrniti nekaj, kar ne obstaja. In bi to zavrgli in bi nas verjetno napotili na neko zasebno odškodninsko tožbo. Ker so tudi že nekateri sodniki zelo sprevrženo nakazovali v pravnih mnenjih. Skratka, tukaj se kaže ta problem slovenskega sodstva, katerega edini, kaj prvo naredi slovensko sodstvo? Najprej gleda, ali lahko te procesno vrže. Se pravi, sploh ne pride do vsebinskega odločanja. Pa se to je načeloma prav. Procesne predpostavke pač morajo biti izpolnjene. Že, ampak če ti procesne predpostavke ne teguješ do nemoglosti, ali pa jih celo spreminjaš. Mislim, da se to zgodilo v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, mislim, da še zavarovalnice na ustavno sodišče.
če se prav spomnim, in takrat je spremenilo sodišče svojo prakso, ki jo gradilo dolga leta v pravnem interesu, kjer je veljalo, da to deluje neposredno, in je reklo, ne bomo več tako odločali, vi morate najprej tožiti državo, potem, ko boste vse izgubili, pridite nazaj. In oni so dejansko spremenili dolgoletno sodno prakso. To dela naše okolje pravno nepredvidljivo. In to odganja investicije. Mislim, lejte, tukaj ne gre za to, da nek posameznik doživlja krivico, ampak gre za to, da vsi slabo živimo, ker nimamo gospodarskega priliva, ker potem ni več podjetij, ki plačevala davke in tako naprej. Skratka, posledice bile v bistvu edino politične potem, ne? Fiasko bi bil za Globo oziroma za to. Politično v bistvu tako je. Za njega bi bil to izziv, kako bo to PR-ovsko obranil, tako kot zdaj zadnje čase mu prihaja cel kup izzivov, ker po dolgih letih dajmo reči, nedelovanja te vlade, potem čez noč sprejme nek zakon, kot je bil recimo Šuterjev, in se izkaže, da je bila to zdaj še večja napaka, da je še pokvaril stanje, ne pa, da bi ga recimo popravil. Ampak on v svoji vehemenciji, v svojem diskurzu se seveda kaže kot prvi rešitelj Slovenije od osamosvojitve naprej. Vem, ampak vsem bi bil to PR-ovski napor, ne? Zdaj obraniti, recimo, ustavni zakon, PR-ovski izziv z pomočjo RTV Slovenije in Pop TV-ja bi svoj del javnosti znal celo prepričati, da ima prav, ker je seglih izpeljal dejanšizacijo. Pa še eno stvar bi sem tle dodal, pa problem bi bil, ker potem bi visel, da je uprava protiustavno imenovana. In zdaj servis, pazi, eno je ta izziv, se strinjam s tabo, da bi on šel... Plus svet, ne? Vse, ne? Seveda, ampak uprava, predvsem, ker svet imenuje upravo, svet je protiustavno postavljen, in skratka, on najprej, teh izzivov on ne želi imeti čim več, ker vsak tira dodaten napor in veš, ko greš lom, nekje se klofuta za njega. Ampak druga stvar, padla bi še dodatno kredibilnost RTV Slovenija, kakor je že ostalo. In on RTV Slovenija ključno rabi. To smo zdaj videli tudi pri romski problematiki, kjer je RTV Slovenija šla dobesedno uslužno delati za Roberta Goloba. Skratka, RTV Slovenija on zdaj spremenil v svoj PR medij, tako kot ima necenzurirano, pa še kakšnega drugega. In zdaj pač ne želiš si, da ti padajo še legitimnosti tvojih PR agencij, ker zdaj RTV v bistvu PR agencija. Kako pa ustavni sodniki potem dobijo te signale politične, kaj morajo napraviti? Verjetno so na ustrezni kavi, verjetno potekajo pogovori. Najprej, prva stvar je, da so k temu že nagnjeni, sami po svoji ideologiji. Tako kot večina novinarjev. Večina novinarjev, ki dela v levih aparatih, ne potrebuje vsakodnevnih navodil, ker so sami nagnjeni k propagandi ene strani. In tu pa tam, ko je pa treba, pa očitno imajo kanale, da znajo uskladiti kakšne detajle, predvsem pa takšne roke. Verjetno je v torek nekdo ugotovil, ko je to prišlo na dnevni red, da je nekaj narobe in je pol urgiral, da se je zadeva popravila za eno stran. A Tomaša Kocipe gleda v kabinetu? To ne vem, ampak tle bi jaz Sebastjana še nadgradil. Jaz sem tudi razmišljal tako, kot Sebastjan razmišlja. Pa kasneje sem se malo pogovarjal, pa preučeval različne kejse. In v bistvu zdaj bom rekel nekaj, kar niti ne želim verjeti, da je res. Ampak jaz se bojim, da v Sloveniji nimamo sistemske korupcije, kot enkrat zapisal Avbel v eni kolumni, ampak pri nas je korupcija sistem. In jaz se ne bi čudil, če bi se daj skazalo, da niso samo kakšne vrhunske obljube, ampak da je še kaj drugega v tlele v igri. Tukaj se res ne bi čudil. Ne vem, tudi kakšne, nič ne bom rekel, korupcija je širok pojem, sam to bom rekel bom pa drugo stvar, ki ste imeli zadnjič tukaj v oddaji, tudi zdaj pa vidimo, da pride nek novinar RTV-ja na KPK, vi ste se izpostavili tukaj njegovo politično pristranskost. Mene politična pristranskost v tej državi ne moti več tako zelo, moti me pa nekaj drugega. V zakonu o integriteti preprečevanju korupcije, ki ureja funkcionarje KPK, piše, da je na to mesto lahko imenovana oseba, ki je osebnostno primerna, tle bi lahko šla politična pristranskost, ampak tudi strokovno sposobljena. Pa lepo vas prosim, en novinar radija, prej večera, pa kakšno strokovno sposobnost ima ta človek? No, tukaj se zapeta za izrazito politično... Razumem, Bojan, ampak tle ključen problem je, da dobijo mi nesposobne kadre, ki potem izdajo priporočila organov, ki več ne obstajajo. Ko berete tele njihove
njihove šlamastike iz KPK-ja, ne, to je slabše, kot da bi pisali srednješolci spise, ne. Potem pa te zadeve padajo in te zadeve so potem tarča posmeha in se razgrajuje pravna država. Mi rabimo vrhunske ljudi na teh, če hočemo tukaj kaj preganjati. Meni se že zdaj recimo nenavadno, da tale namestnik, ki je se pojavil za enega pač od 100 državnih tožilcev v državi. Pričemer KPK govori o vrtljivih vratih in o tem, da bi morali biti neki roki med enim in drugim imenovanjem. Ne, ampak hoče reči, da se mu je to zdelo celo neko karierno napredovanje, da gre za funkcije namestnika, predsednika KPK na delovno mesto nekega tožilca, v Ljubljani. Možno je pa, da je tam bolj lukrativno, če verjamemo verjetno v tem, da je pravosodni sistem prepreden s korupcijo. Zdaj to ne pomeni seveda, da so vsi pokvarjeni, ampak dovolj je, da je tisto omejeno število ljudi na ustreznih pozicijah, ki potem pridobi prave primere, prave case, kar smo ugotovili, da ta naravni pripad primerov ne deluje. Smo videli z gospodom Pogačnikom, da se posega v delitev primerov ustreznim ljudem. Mislim, zadnjič sem slišal, da tako bomo rekel precej grozljivo zgodbo. Prišla je strani ene pripravnice, ki dela na sodišču pod Marjanom Pogačnikom, pač na okrožnem sodišču v Ljubljani. Pravi takole, ne boste verjeli, pravi, ampak kazenski oddelek sodišča, ki ga je vodil, pač, razumem, da je mogoče teoretično še vodi, Marjan Pogačnik je eno samo pogajanje za sodbe. Mislim, ni sojenje, ampak pogajanje o tem, kakšne bodo sodbe, govorim o tem kazenskem modelu, ampak to je njeno mnenje, jaz sam pač tukaj vama prenesem, pač gledalke in gledalce, ampak gremo naprej, da bomo zdaj ostali postane sodišča, ampak imamo vseeno še eno vprašanje. Videl se bo se spomnila, ko smo bili zaradi oddaje skupaj, posedeli smo se menili okoli Nike Kovač, okoli njene karijere, ampak vmes se je zgodilo nekaj, da je ona v bistvu napovedala, zdaj res, da nekam odhaja iz tega nevladnega aktivizma. Zdaj slišim, da krožijo različne zadeve, takrat smo se bojali o tem, da bo mogoče kariero nadaljevala v tujini, zdaj pa se govori o tem, da bi utegnila zadnji hipi na listo Roberta Goloba in kandidirala za poslanko. To ne je bilo nič nenavadnega. Mislim, da je takih primerov že v preteklosti bilo, strani ali novinarjev ali kakih drugih javnih osebnosti, ki so potem v zadnji moment sprejeli kako tako vabilo, tako da mislim, da bi bilo to povsem možno. Te ne bi to presenetilo? Ne bi me presenetilo, ne. Ker zdaj smo se pogovarjali o tem, da bo nadaljevala kariero. Mednarodno KL pa, kar bi bilo verjetno, dajmo reči, bolj ležerno, pa mogoče bolj korak naprej od tega, kar je počela, ne bi me pa čudilo, če bi se spustila v kandidaturo. Ker očitno je neki v igri, ker verjetno ni zastonj, pač napovedala odhod. Verjetno. Ja, izvolite. Ja, mislim, tu smo se pogovarjali, da pojasnimo gledalcem na kavi. Na kavi, nismo se pogovarjali v oddaji, se pravi, tega ni, to je bil naš zasebni pogovor in ideja je bila ta, jaz še zmeraj mislim, da je to tako, se pravi, ona rabi en velik evropski projekt, zato si je zbrala My Voice, My Choice. Ta zdaj visi, očitno. Bomo videli zdaj, visi ali ne, jaz tle ne bi predeloval, tega nisem zasedil, ampak velik in kaj zbereš? Zbereš nekaj, kar je že rešeno, vprašanje splava je v Evropi rešeno in zbereš nekaj, kar pač ne more čez, da izpadaš ti žrtev in potem se s tem daš, ključna zadeva, po mojem, pri Niki Kovač je tukaj, ena pomembna alineja v njenem življenjepisu, s katerim potem kandidira za neke velike mednarodne organizacije, kakšne NVO-je, kjerkoli že to počneš, za zelo dobro urejeno službo, plača, kar je, dogaja se to, kar sem jaz že nekaj časa govoril. Nika Kovač in koncept 8. marca je koncept nagovarjanja mladih. Se pravi, oni hodijo po Ljubljani in če vidijo nekega mladostnika 18 do 25 let, ga pristopijo in ga začnejo nagovarjati. Ampak za nagovarjati mlade, rabiš imeti mlade. Skratka, največ študent teoretično lahko uspešno nagovori mlade, ker je njihova kategorija. Nika Kovač gre proti 30 ali že čez 30. Čez 30 je. Skratka, ona te vloge ne more več odigrati. In tukaj bi pač postala, ne bi bila več tako učinkovita, kot je bila. In rabi naslednji karierni preskok. In ta naslednji karierni preskok, glede na njene ambicije, zdaj berem, da pač rada potuje in poslovnem razredu in tako naprej. To ti slovenska poslanska politika ne omogoča. Pri nas lahko v poslovnem razredu potuje izključno minister. Se pravi, ona rabi neko mednarodno službo, kjer so tudi pač
plače take, kot jih nima noben funkcionar tukaj, po mojem so tudi više od evropskih poslancev, ker sploh niso slabe. Ne? Skratka, to je to. Zdaj pa, če bo pa res šla na listo tega, ne bi želel špekulirati, potem bo pa to predvsem zame en pokazatelj, ne? Da je kadrovski bazen Roberta Goloba izjemno plitek in da mu zelo, zelo slabo kaže na volitvah in da se morajo izvajati pritiske tudi na posameznike, ki imajo po mojem mnenju ambicije bistveno drugačne, kot biti en od 90 v slovenskem parlamentu. Lepo vas prosim, poglejte, kakšni ljudje si, to je žalostno z našo politiko. Ne? Sej recimo, ne vem, če mi vsi znamo 90 poslancev našteti. Jaz jih ne znam. Vseh 90 zagotovo ne. Tistih 20, ki se redno pojavljajo, ostali so pa jih pač nabrali notri, ker rabijo za vse stole. Ne? In dvomim, da je to ambicija Nike Kovač. Ja, tole poslanko zdaj iz Novega mesta, oziroma za katere zahteva zdaj odstop za te evropske problematike, to si jaz prvi slišal. Že od leta 2011 ne znam več našteti polovice poslancev od prvih novih obrazov, ki so prišli s pozitivno Slovenijo takrat. Ja, pa zdaj jih najmanj se mi zdi, ne? Zdaj najmanj teh takih, bom rekel, neprepoznavnih. Ne? Ja. In tudi zdaj vidim, da nekateri v bistvu enkrat, dvakrat sploh nastopili. Zdaj pa se bodo morali zadnje mesece se potem vsi javljajo, če ne drugega, da dobijo kratek klip za dati na svoj Facebook profil. Ne? Dobro, gremo na združevanje Levice. Zdaj ta teden je prišla pač informacija o tem, da se povezujete, oziroma naj bi se povezovali stranka, Vejviličeva stranka Perot in pa stranka socialdemokratov Matjaža Hana. Zdaj, ti vidim, si na X-u ocenil to kot to bi bila pametna rešitva za oba, ker sta oba visita na svoj način, no, da rečem. Torej, prva stvar, SD je v globoki krizi, absolutno. Razpadu je aparat, praktično je to stranka, ki nima več neke resne centrale. To jo lahko primerjamo s podjetjem, ki ima poštni nabiralnik, ne pa pisarne. In je v izjemni krizi sama, mislim, da je celo tveganje, ali lahko pride noter ali ne, odvisno od stopnje polarizacije, od udeležbe in tako naprej. Ima neko zvesto svoje volilno telo, tako da bom rekel, ima seveda, dajmo reči, nek potencial od 5 do 7% običajno, ampak kot sem rekel, neka visoka udeležba, nek še kakšen udarec po stranki in je zelo tvegana pozicija. Druga stvar je pa, da Prebilič se je pa lotil svojega vstopa v parlamentarno pot izjemno cincavo, izjemno cagavo. Ne. Vidimo, da dejansko ni z glavo sploh pri tekmi, torej on zamuja priložnosti, ki jih en ambiciozen politik ne bi mogel zamuditi. Ne. Ko se je zgodil umor Aleša Šutarja, on kot bivši župan Kočevja ni pisnil pri temu. Ko se je zgodil referendum, ki je zapletena tema, tvegana tema za vsakega politika, spet ni izkoristil vsaj tistega njegovega nastopa, da skuša depolarizirati, pozivati ljudi k spoštljivemu dialogu, torej neki karkoli. Ne? Skratka, zamuja vsem mete na koš. Ne? In je tudi zaradi tega tudi njegov vstop problematičen, ker tudi na terenu ne dobiva nekih dobrih kandidatov. Kot čujem, tudi njegovi kolegi župani, tudi če mu izrazijo neko tako milo podporo, ne, nočejo iti na kandidatno listo. Ne. Skratka, sta dva dokaj marginalna igralca, še vedno bi najverjetneje oba sicer vstopila v parlament, ampak imela zelo marginalno vlogo. Ne, če bi šla na neko skupno listo, si pa s tem zagarantirata vsaj nekaj. Ja, vedno pa pravimo, da se to ne sešteje. Se ne sešteje, ampak se, če ne drugega, vzpostavi neka minimalna zanesljivost, ne, ki pa je seveda v interesu nekoga drugega. In zato jaz tudi mislim, da ta, dajmo reči, najbolj zainteresirani za to, da bi se zgodila povezava tukaj, niso niti SD pa Prerod, ampak veliki akterji levega bloka. Jaz mislim, da so veliki akterji levega bloka, tukaj seveda predvsem Trojček, Kučan, Janković, Čeferin z dodatkom zdaj Goloba, za katerega je predvsem Janković zastavil vso svojo politično kredibilnost, da mu skušajo pridobiti še en mandat. Mislim, da so kar v veliki paniki, kot je slišati, zaradi tega, ker je prva stvar jih res presenetil rezultat referenduma zaradi udeležbe, ki je bila nad 40% in jih je presenetil poraz levega bloka. Še bolj kot to pa zdaj ugotavljajo, da so se enostavno preveč zanašali na površne analize. Ne, torej ankete, ki so zdaj sicer deležne kritik, tudi neopravičeno, ker če bi vedeli metodološko, te ankete dejansko kažejo
odgovor iz kavča, torej odgovor na prvo žogo, za koga si. Kot se spomnite unga komada Iztoka Mlakarja Beštja, ko kelnerca pritiska, dej kaj boš, povej, dej 2 deci, ajde. Torej neki na prvo žogo in to je jasno, da to niso poglobljene ankete. Zdaj, ko so pa začeli z fokusnimi skupinami in z drugo metodologijo, v katero je treba seveda malo več denarja vložiti, pa ugotavljajo seveda, da Golob nima več tako močne pozicije, kot jih kažejo te površne analize in bodo pa z vso svojo kredibilnostjo teh akterjev in z vsemi milijoni pa naredili vse, da kljub vsemu zagotovijo še en mandat Roberta Goloba. In tudi to povezovanje morebitno, ker tle zdaj treba vedeti, je prišlo kar do enega preobrata čez noč, ko je zgodba prišla v javnost. In reakcija Prebiliča je bila zdaj taka mal, pravijo tudi dvolična nekateri akterji v SD-ju, predvsem pa velik del njegovega vodstva ni imel pojma o tem, da sploh te pogovori potekajo. Tako da tle še zavideti, kako bo ta razvoj dogodkov šel naprej. To sem tako, ampak bral sem tudi izjavo Luke Goška, ki pravi, da je zato zvedel iz medijev, o tej kavi. To mi je bilo malo Jaz mislim, da je zelo ozek krog za te pogovore vedel na obeh straneh, na eni in na drugi strani in to, kar je pa prišlo potem, zamera mogoče celo Prebiličeva, da je zadeva prišla torej, zdaj tako, ena opcija je, da je Matjaž Han narobe prebral Prebiliča na pogovorih in da je bil pozitiven, da on je razumel, da je Prebilič pozitiven v teh pogovorih, nekateri pravijo, da zna biti Prebilič precej dvoličen in je mogoče, bom rekel, mu nekaj govoril, drugo mislil in se je tisti mal preveč zanašal na to. Potem je prišla pa reakcija tudi zaradi neke užaljenosti, ker je stvar prišla v medije, pri čemer v medije tega ni dal SD, sploh pa ne Matjaž Han. In zdaj je tu nek resen zaplet. Kdo je pa, je to Han se sam odločil, da je povabil Prebiliča na pogovor, ali je to Han dobil nek impuls? Jaz mislim, da je se odločil, torej ni impuls, jaz mislim, da je to njegovo pametno razmišljanje, kar se tega tiče, ker pravim, on se je zavedal o tem, kakšna kriza je v stranki in da bi zgodba, že sama zgodba povezovanja nekaj prinese tukaj. In SD ima ponovadi takšno situacijo. SD v nekaj mesecev pred volitvami ima celo 2 do 3 točki več v anketah, kot jih potem realno dobi v kampanji. In torej SD ne more rasti. Ponovadi zaradi tega, ker pravim, to so ankete, ki odgovarjajo na prvo žogo. Koga se spomneš? En del javnosti odgovarja dejansko prvo stranko, ki jim pade na pamet. In tukaj je SD že zaradi dolgoletne tradicije seveda v prednosti. Ampak če greste spremljati zadnje 2-3 parlamentarne volitve, potem, ko pride pa do kampanje, ko pride do zaostrenega boja, polarizacije, bolj, dajmo reči, nastopa novih akterjev, se potem 1-2-3 točki SD-ju celo zmagajo. In se zavedajo, v kakšni krizi so in se zavedajo, da bi jim pa zgodba povezovanja, če bi jo znali sploh ustrezno prodati, pa mislim, da ne eni, ne drugi tukaj tega niso najbolj sposobni, no bi se pa mogoče lahko spustili celo v boj z Svobodo, mislim sicer, da jim to ni dosegljivo tudi ob povezovanju, mislim, da je bolj realno, da grejo v boj za 3. mesto, ki pa zna presoditi, kakšna vlada potem bo. Izvoli, ja. Ja, glej, jaz imam rahlo ločeno mnenje, Se pravi, jaz mislim, da tukaj je v resnici Robert Golob... Ti si že na ustavnem sodišču, tam pišejo ločeno mnenje. Ti si danes imel super članek na to temo, in kjer si napisal, da Robert Golob ga prijela panika, ker se boji rezultata Prebiliča. Res, da ga ni bilo v Novem mestu, tukaj se strinjam, ampak sicer pa vem tudi, ker sem bil sam kandidat, če te mediji odrežejo, lahko delaš karkoli in pač nisi viden, izgleda, kot da nič ne delaš. Pričemer Prebilič, jaz to zdaj spremljam malo tudi zaradi komentatorstva, to sceno je izjemno aktiven na družbenih omrežjih in tukaj zelo dobro in uspešno komunicira. In zdaj, na X-u ga ni, kje je na Facebooku? Ne, pa se X profil je izključno, če mene vprašaš isto kot STA. Se pravi, na X daš nekaj, kar hočeš, da novinarji vidijo in potem povzamejo. Medtem, ko če hočeš iti do teh ljudi, ki ne spremljajo politike, moraš biti na Facebooku, pa na Instagramu, pa na TikToku. To je to. Se pravi, to sta čisto 2 medija, ki imata svojo logiko, moraš razumeti, kaj delaš, kje, če tega ne razumeš, potem ne boš uspešen. Ampak zdaj, najprej gremo na SD. Moja ocena je taka, da je Robert Golob zelo dobro prek fokusnih skupin gotovo sledeče. Da se SD delno prekriva z Levico in da se delno prekriva z Gibanjem Svoboda, pri čemer prekrivanja med GS in Levico ni.
Skratka, tukaj se zdaj dogaja tekma za SD, kjer bo nekaj SD-ja pobrala Levica plus Vesna, nekega bo Gibanje Svobode in potem ostane tisti šibek del SD-ja, ki je še tam noter. In če se ti pojavi tukaj Prebilič, potem SD leti lahko tudi ven. Skratka, mi lahko govorimo o scenariju leta 2008, ko se je pojavil Jožef Duhovnik s Krščanskimi demokrati, kako se je že imenovala stranka, ne? In je Nova Slovenija izpadla iz parlamenta. Tlele 2 ti raztrgata, potem pa tretji pobere ostanek. Zdaj, to je prva stvar resnice. Druga stvar resnice je ta, da Prebilič očitno vseeno so ocenili, da ni nevaren igralec. Očitno ne igra toliko po navodilih, kot želijo. Ne? In zdaj jaz vidim to potezo, najprej bi tukaj rekel tako, prvi odzivi sem se naučil, vedno so najbolj pomembni. Ne? Se pravi, pogledaš, kaj akteri rečejo na prvo žogo, ker potem jih že zbrifirajo njihovi PR-ovci in znajo ta odziv zelo dobro narediti. Han sploh ni dal izjave. Ne? Skratka, Han ni želel tega komentirati, tudi edino izjavo, ki je dal, ker so ga novinarji počakali na Gregorčičevi in so mu pač ponudili mikrofon pod usta in ne moreš reči, ne bom dal izjave, ampak je dal zelo džentelmensko izjavo. Ne? Zdaj, Prebilič, vsaj rekel je, da mu tu ni všeč in to se mu tudi videlo, da mu ni všeč. Medtem, ko Goršek je pa drugače šel, je rekel, pa se tu itak bi prej šel ven. Tako da jaz vseeno mislim, da tu so krogi blizu SD-ja, ki so dali ven. Ampak, jaz ne vem. Govorim kot opazovalec. Ne? Zdaj pa namen tega, jaz vidim, je dvojen. Ne? Se pravi, prvi glavni namen, drugi pa sekundarni namen, če prvi ne uspe. Prvi namen, ker zdaj vsi govorijo o združitvi. Najprej treba povedati, da ne ve se o kakšni združitvi. O skupni listi je dogovora sploh. O skupnem nastopu, o skupni listi. Če je skupna lista, potem to potem pomeni, da sigurno stranka pride noter, ampak potem jaz dam kandidata sem, ti tja, ampak tukaj Prebilič pravi, da ima kandidate že določene in da mu tu ni všeč. Ne? In tukaj bodo imeli resnično problem, tudi ti si ti rekel 3 vprašanja so tukaj, potem finance, okraj, tu sta 2 ključni vprašanja, ne vem, za katero tretje, ampak te sta 2 ključni. Ne? Pa ime ali kako. Ne? Potem pa druga stvar, če pa gresta 2 stranki samostojno, pa lahko obe izpadeta, gledaj, povežemo Slovenijo. Ne? Tukaj me spominja na 2krat, ker se zdaj še Kučan prišel v igro. Ne? Se pravi, ena taka zgodba, dajmo se spomniti leta 2008, ko je 2 tedna pred volitvami koliko, se pravi, prišlo ven, da naredijo ad hoc koalicijo, predvolilno koalicijo trojčka SD-ja, Zaresa pa LDS-a. In tudi takrat je bil Zares, mislim, da prvič na volitvah, ker Zares je lihkar naredil. Ne? In potem je prišel Kučan in tukaj bo zdaj ključno. Prislinil se je na oder in Pahorju ni bilo ravno všeč, da je prišel zraven sploh. Ampak mu je očitno to prineslo rezultat. Ampak Kučan je takrat rekel eno jasno stvar. Volil bom SD, ampak moj glas bo glas za vse 3. Ne? In takrat je SD edinkrat prosperiral v Sloveniji. Ne? Pa ne zaradi Kučana. Bom rekel, proti njegovi volji. Razumem. Lahko tako ali drugače. Zdaj, kaj se vzelo tukaj, ne vem. Ali bo tudi najprej, kako se bo Kučan to peljal. Ne? Ampak zdaj pa, ko gremo nazaj, Robertu Golobu očitno pač njemu mora vse stati, da se mu izide. Ne sme priti ven odločba Ustavnega sodišča, ne sme se pojaviti nekdo, ki ga nima pod kontrolo, ne? Ker potem se mu ne izide več, ker mu vse skupaj je zelo na trhlih nogah. Ne? In zdaj, prva zadeva je ta, da kot je tudi recimo to, kar govori Sebastian, govorijo tudi vsi levi komentatorji. Ne? Se pravi, Prebilič je najprej diskreditacija Prebiliča. Skratka, napovedal veliko zgodbo, ni ga bilo nikjer. Vse to je malo res, ne? Ampak pazi, zdaj da daš še tu v okvir. Ne? In zdaj, ker se je ustrašil, gre v povezavo, ne? In zmagali bi pa takrat, kad bi Prebiliča prepričali, da ne kandidira. Ker moja teza je, Prebilič lahko naredi nekaj samo, če gre all-in. Če on ne kandidira v izvoljivem okraju, oziroma izključno samo v Kočevju, niti če dela neke dvojčke, potem on bo prinesel natanko nič glasov. Nič. In zgubi kredibilnost nasploh celega nastopa. Zdaj, če pa, in zato jaz mislim, da tle njegov edini izhod, bi prišel do nekaj drugega, je, da zavrne vsa sodelovanja in gre samostojno. Bom povedal, zakaj. Zdaj pa, če se pa to ne izide, je pa sekundarni, po mojem mnenju, razlog. Se pravi, prvi je izvršiti Prebiliča iz tekme. Ga toliko ošibiti, da ne bo relevanten faktor in ne bo nikomor mešal štren. Če jim to ne rata, recimo, ker bi Prebilič to dojel, njegovi svetovalci bili pametni in mu to svetovali, potem je pa tukaj drugi sekundarni namen. In to je, da s tem njega, ne glede kaj se bo zgodilo, zaklepajo na levi pol. Se pravi, njega morajo ali izločiti, ali pa ga zakleniti na lev pol, da ne bi slučajno prišlo do nekega sredinskega povezovanja po volitvah, ker rezultat
je izjemno predvidljiv, to je pokazal tale zakon o prostovoljnem končanju življenja in tukaj je Sebastian vrhunsko rekel, ne? Zato, ker ljudje, ki odgovarjajo na ankete, so kavč odgovorni. Se pravi, mene zmota sredi dela in jaz rečem, kar ne pade na pamet, to ni tisto, kar jaz mislim, ne? To ne pomeni, da ankete narobe merijo, ne? Ampak to samo pomeni, da volilno telo je blazno fluidno in se lahko z njim zgodi karkoli, ne? In tukaj je vse odprto, ne? In zdaj, recimo, zdaj, ko sem gledal vsa ta soočenja, tudi naprimer NSI, pa Logar včeraj, ne, pa Prebilič, pa je bil pa Goršek, ne. Te 4 stvari so bile. Tam ni bilo soočenja, mislim, da so pač v redu, pogovori, karkoli že bilo, ne. Predstavljajo so svoje zadeve, ne. Zdi se nekako takole, da imamo v Sloveniji samo 4 igralce, trenutno, samo 4, ne. 2 igralca s svojimi sateliti, ne, igrata proti, en proti drugemu. Golob proti SDS-u in SDS proti Golobu. To je njuna strategija. Proti, ne. Zdaj Vrtovc, ne vem, on je predstavil program samo davke, ne, koliko država so samo davki, so izjemno pomembni, ampak če ti za te davke ne zagotoviš vrhunskega javnega servisa, pomeni vrhunskega šolstva, vrhunskega zdravstva, ne, delujoče pravne države, potem nisi nič naredil, ne, se pravi, in njegova teza je bila ta, ne, da oni so za koalicijo razuma, ne, se pravi, oni so se očitno priključili Janezu Janši in igrajo za ta pol proti Golobu. Ne. Na levi strani imamo pa pol proti Janezu Janši. Ne. Tam sta Levica se že zelo profilirala in SD verjetno ne bo imel druge, kot da tja gre. Tukaj bi jaz potegnil sporednico med NS in SD. Ne. Zdi se mi, to sta stranki, ki imata tradicijo, imata pa zato tudi veliko kadrov in nujno rabita biti koaliciji, da tem kadrom zagotovita službe. Ne. In pač vsak imata svojega gospodarja, ki to deli na koncu in sta se temu prilagodila. Spravi, to sta 2 udarca, pa 2 igralca, ki govorita zelo podobno retoriko in sta za. Ne. En je Anže Logar, ki pravi, prvič imamo izbiro, ne, in mi želimo, da ljudje glasujejo za, in ko sem poslušal Prebiliča, vse njegove izjave sem preposlušal, govori natanko isto. Ne. Naš projekt je projekt za, se pravi, imamo zdaj 4 igralce, ne, ki se resno potegujejo za nekaj. Ne. Zdaj, če Prebiliča izločijo, imamo samo še 3 igralce. Ne, in s tem tudi zaklepaš tega drugega za igralca, ne, da ne bi slučajno na koncu se ona 2 po volitvah, veš, po volitvah je vse nepredvidljivo, ne? Pred volitvami se igra ena igra, ko pridejo karte na mizo in se razdelijo mandati, se lahko nekaj zgodi in jaz mislim, da sekundarni namen je tukaj ta, da se Prebiliča, če se ga ne onesposobi, zaklene na levi pol, se pravi, bodi si da igra za Goloba že pred volitvami, bodi si da zaklene, da bo za Goloba igral tudi po volitvah. Se Prebilič zdaj intenzivno ponavlja, ne, da je on del levega bloka, ne? Istak, tako je tudi vstopil v politični boj. To se mi zdi, da je tisto, vstopil je z antijanšizmom v samem štartu. To je tretji blok je bila, kar zadeva Prebiliča, pa Hana je bila kar malo iluzija, ne? Ona 2 sta levi blok, ne? To ni debate. To je popolnoma jasno. Glede, jaz tudi mislim tako, da trenutno realno, torej zdaj tako, še vedno so 3 meseci do volitev, lahko se zgodijo še dodatni, bom rekel, prelomni dogodki do takrat, ker dejansko se številni volivci odločajo v tistem samem finišu, tako da je še precej odprto. Trenutno, če gledamo, inercija je, da bo izbira ali še en mandat Roberta Goloba ali mandat Janeza Janše. In tretje izbire v tem trenutku se matematično ne vidi. Moralo bi se zgoditi nekaj res prelomnega, da bi se zgodil tretji blok. In zaradi tega akterji levega bloka, ta veliki, so se pod mandatom, dajmo reči, gazde levega bloka trenutne, to je ljubljanski župan Zoran Janković, odločili, da pomagajo Robertu Golobu do še enega mandata. In oni seveda pol skupaj spravljajo te druge igralce, kot so poskušali vsa leta v preteklosti. Takrat leta 2008 je bil plan popolnoma drugačen. Od zmage Janeza Janše 2004 so veliki akterji levice pripravljali teren za novo stranko Gregorja Golobiča za zares. Takrat je Niko Toš prvič začel z anketami, ali bi volili novo stranko, ali ste za novo stranko. In se dejansko odprl mit novih obrazov. In potem se je zgodil prelom, dajmo reči, 3-4 mesece je bilo vprašanje in prihod tistih 4 hlastovk v socialne demokrate s Tonetom Ropom na čelu je bil prelomen, ker je takrat stranka prvič šla čez 20% v anketah in zabetonirala mesto, da je SD alternativa Janezu Janši. In zares je zamudil 3-4 mesece, je prišel kasneje z ustanovitvijo in to akterjem v levici ni bilo všeč. In potem so šli na scenarij B. Ok, zdaj, ki je bil zadnji teden, finiš, smo se že sprijaznili s tem, naj SD zmaga, ampak oni so kalkulirali, da bo Pahor zmagal volitve, pol ga bodo pa umaknili in postavili enega drugega za predsednika vlade. In to seveda ne gre. In tej akterji sedaj, ki
skušajo spraviti, bom rekel, oziroma ki bi jim bilo v interesu, da se SD pa Prerod spravita skupaj, ne, spet to počnejo brez konkretnih odločevalcev v eni in drugi stranki, ker počnejo to zaradi interesa bloka, ki se je odločil za še en mandat Roberta Goloba. Ne. Kaj se bo zgodilo v teh dveh strankah, je še zelo veliko vprašanje. Ne, in mislim, da je eden od dejavnikov tudi, zakaj bi pa radi zlepili skupaj, ne, da še bolj zagotovijo, dajmo reči, varno pozicijo SD-ja v levem bloku, ker se dogaja zadnje čase, da Matjaž Han sploh po drugem špricerju začne ljudem razlagati, da bi on raj bil v koaliciji z Janšo, ker je boljši kot Golob. Ne. Sicer je to sam, dajmo reči, sicer lahko iskreno, ampak prazno nakladanje, ker najprej nima jajc, da bi to sploh predlagal stranki in kot drugo, to se nikoli ne bi moglo zgoditi. In vsi tisti akteri, ki mislijo, da je možnost, da bi SD šla v vlado z Janšo, ne poznajo telesa te stranke. To je komunistična stranka, ki je sicer ima izkušene birokratske kadre, za razliko od recimo stranke Levica, ki ima neizkušene aktivistične kadre, ki so zdaj začeli dobivati neke kabinete, izkušnje mogoče, ne, ampak to je še vedno stranka, ki je komunistična, zvesta velikim akterjem levega bloka, pridna in ki ne bi nikoli šla na drugo stran. Ne. Ampak za vsak slučaj bi, dajmo reči, zlepljenje teh dveh strank pomagalo Robertu Golobu do še enega partnerja. Ne. Ker tle je še eno tveganje, ne, tudi Levica, ne, Luke Mesca, ki sicer postaja izkušen politik, ni sigurno čez parlamentarni prag. Miha Kordiš je pravi socialist s srcem in brez, bom rekel, pripravljenosti na kompromise, ki jih vsaka politika potrebuje. Ne? In ta, dajmo reči, divja skrajna levica, ki jo Miha Kordiš postavlja na noge, zna tudi levici Luke Mesca lih toliko odzeti, da bo tam nekje na robu. Ne? Vesna niti slučajno ne prinaša toliko, kolikor Miha Kordiš odnaša levici. Videl sem zdaj po teh izjavah Vatovca, vodjo poslanske skupine Levice, pa Luke Mesca, da nekako niso najbolj zadovoljni. Za to povezovanje, seveda. Povezovanjem Preroda so bili kar malo cinični. Pa nič niso vedeli očitno, ne? Ja, jih je malo presnet. Se tudi znotraj SD-ja in Preroda je, pravim, peščica ljudi to vedela. Ampak to sem hotel v bistvu vprašati, zakaj je ta Preblič tako pasivn? Ker pa je kazal neke ambicije. Jaz mislim, da je to karakterna značilnost Maljen, da je dejansko tudi pri njem, torej, to ni njegov prvi poskus prihoda v državno politiko. To je tretji, četrti mogoče celo in že tisti prvi so bili zelo cagavi, ena tista stranka županov že zdavna in tudi neki drugi poskusi in ne vem, on enostavno bi naredil neke korake, ampak ostal bi čist in je to izgleda neka karakterna lastnost. Nekaj tukaj je Peter rekel, da je preposlušal njegove govore. Jaz sem bil na ustanovitvenem kongresu Preroda in ti moram reči, da njegov nastop je bil odličen. On je res tako, rekel, retorično je na nek način za naše razmere bi lahko rekel celo fantastičen. Ne? Odličen govor, ne? Ampak pol ga pa nekako zmanjka. Ne? Vem, ampak kakor sem rekel, ne, se pravi, lej, kaj mi vidimo, ne, je tisto, kar pride čez medije. Se pravi, ti imaš še en medijski filter. Ne? In če se zdaj ta medijski filter ti postavi, to sem videl, dokler nas niso spustili v medije z SLS, jaz sem ogromno delal. Ne? Ampak tega nihče ni videl. Razen tisti, ki tudi na terenu ni videti. Okay, lej, to razumem, ampak njegovi sodelavci se pritožujejo, da ga ni v medijih. Seveda, zato ker pač, in do medijev pa na koncu v volilni kampanji pride z oglaševalskim denarjem. Ne? In zdaj vsi mediji imajo oglašujejo GEN-I. Zdaj pač vse vemo, s kom povezujemo GEN-I. In pač to je vstopnica v medije. Ne? Brez tega, če si politični akter, brez tega politični akter v volilni kampanji. Ampak on bi zlahka prišel do medijev, če bi bil bolj proaktiven. Pa tudi, ko spremljam recimo na Facebooku, ne vem, koga lahko nagovori z unim sprehajanjem po dežju, ko gre na kebab, pa podobne zadeve, tle vprašanje. V Bruslu, kako? Ne, tle v Ljubljani. Pač ima nekaj, jaz vem, da skuša nagovarjati neko drugo generacijo, ki se za politiko recimo ne briga, ampak mislim, da to njemu ni pisano na kožo. No? Da, to je bilo tako, ko je takrat predsednik Tirk tekel po gozdu, šel navijati na tekme, pa to ni bil on, recimo, za razliko od Pahorja, ki pa je sam za to rojen, pa mogoče je bilo bož, da bi manekensko kariero od štarta vodil, da je sploh spustil vse te politične korake. A sem videl ta njegov zadnji video. Ja. Pa še nekaj, ko se mi je zdelo, tako bom rekel, kar zanimivo, ne? Čeprav dobro, vsi poznamo, kako do tega prihaja, ampak ko je ta zgodba prišla ven, čez nekaj ur je novinar Dela poklical za komentar Milana Kučana.
ki zase sicer govori, da je navadno upokojenec in da se ne ukvarja s politiko. Mislim, kaj to pomeni? Torej, edina moč je, očitno dogovorjeno, da ga pokliče. Njegova edina moč je, da zna usmeriti določene akterje levega bloka, ki grejo potem svojim na teren dalje mrežno razlagati, kaj je povedal veliki lik levega bloka. Ne? Torej, to je način, dajmo reči, sporočanja, namesto dimnih signalov izjavi nekaj za medije in potem tista stara struktura to razširi dalje na teren. Ne? Še vedno pa tisti, ki pa je, dajmo reči, pravi odločevalec in mimo katerega se ni moglo iti pri odločitvi, da se da še eno šanso Robertu Golobu, pa je Zoran Janković. On ima dejansko največ interesov v operativni politiki. Kot župan Ljubljane, on pač potrebuje gradbena dovoljenja in tako naprej in on je najbolj, bom rekel, živo zainteresiran za to, kdo personalno sestavlja vlado. Ne? Pri Kučanu gre bolj za ta ideološki moment in obrambo levega bloka in obrambo neke, ko pravijo, borec za lepšo preteklost. Si boti, ne, Kučanove izjave, ne? Ja, prav. Ja, celo ne sem to, še tu sem zelo razumel, ne? Tukaj je izjemno spet, ker smo prej govorili o RTV Slovenija, ne? Ker o tem so takrat, ko prišlo ven, sta imele obe tej pogorni osrednji oddaji, se pravi in Pop TV 24 ur zvečer in pa Odmevi to temo, ne? Ampak Kučanov citat so samo Odmevi izpostavljeni. Skratka, RTV Slovenija je šla in je razumela, da more postaviti ta politični kontekst in je dala citat Kučana in tam sem ga jaz, ker dela ne berem, ne? Ker ne vem, koliko ima še bralcev in se mi potem ne ljubi plačevati naročnine, ne? Ampak sem to zaznal na RTV Slovenija. Ne, kada je treba imajo članke vsklenjene ti mediji, ne? Kada je sporočilo, ja. Ampak zdaj to vse, no, je nek pač jaz sem zaznal v teh pogovorih, da je neka teza tudi, da bi skupaj, ne, Perot in SD ob nekem ugodnem razpletu okoličin lahko mogoče dobili več glasov kot Svoboda in bi dali mandatarja. Če bi to znali, jaz pa mislim, da te realno poznavajoč te akterje. Kdo po tvoje ima te ambicije? Jaz sploh ne vem, če jih ima, mogoče, jaz ne vem, če jih ima, no, Han, mislim, da je dost razumen, da tudi pozna situacijo. Mislim, da njihova ambicija je to, da se okrepijo, oziroma da pridejo, kolikor močni se da, zato ker to je potem število delovnih mest v kabinetih. Ne? Podobne stranke, sem imel pravko s podobnimi strankami, recimo na jugu, Črni gori, v Srbiji, ker je šlo samo za to, kakšna je njihova vloga, koliko pozicij je to, ker je to pol vprašanje za njihovo strukturo, dejansko preživeti kako preživeti naslednja 4 leta. Ne? In ne verjamem, da kdo lahko realno razmišlja o tem, da iz današnje pozicije govorimo. Lahko pride veliki pok, lahko pride do nekega zloma pri Golobu, lahko bi ustavno sodišče ali pa kakšen drugi organ kaj takega naredil, pa težko verjamem, ne? Ampak v vsakem primeru trenutno gre bolj za paniko in iskanje majhnih rešitev, ki bi omogočili še en mandat Roberta Goloba, pri čemer bo lih zanimivo videti ravno, kakšen bo recimo odnos do Mihe Kordiša, ne? Ker Kordiš ogroža vstop levice v parlament. To pomeni, da ogroža vstop enega od ključnih akterjev za novo vlado Roberta Goloba. In bo tudi tam treba videti, kakšni bodo naslednji koraki. Ne? Kar se pa Prebiliča tiče, ne? Jaz pa popolnoma strinjam s tem, ampak mislim, da tega pri njemu ravno ni. Ne? Ti si skeptičen do tega Prebiliča, ne? Skeptičen sem zaradi tega delovanja, ker on bi, če bi pred pol leta, pred poletjem, vstopil all in v politični prostor, takrat so bili akterji pripravljeni odvršiti Goloba, akterji, torej, ki tudi na terenu pol prinašajo glasove, takrat tega ni naredil. Je prišel kasneje, je prišel precej cagavo, namesto da bi dejansko šel z polno paro, ker mu je situacija odprta. Torej, levi blok je res v hudi krizi zaradi popolne polomije te vlade v vseh državnih podsistemih. Ne? In ima torej odprto pot, da jo zasede, kot si rekel, je izjemen govorec, je profesor, je imel izjemno ugledno blagovno znamko vsa ta leta, tudi kot resen komentator mednarodnega dogajanja, torej ima neke, bom rekel, potenciale za neko veliko blagovno znamko, ima neko tisto umirjenost Drnovškovega stila, ampak nima pa enostavno
bi rekel tako, ni z glavo v tekmi. Čeprav zdaj one računa veliko na ta soočenja, ampak zdaj tukaj ne vem, zdaj na teh soočenjih, če se gre za to, da levi blok zmaga, bo težko pa več kritičen do Goloba, ne? Ali pa tudi, če bojo vprašanje, koliko lahko soočenja premikajo gor dol. Soočenja bodo premikale znotraj nekega omejenega bazena ljudi, ki bodo to sploh spremljali. Ne? Jaz mislim, da je bolj pomembno, na teh volitvah bo poleg večje vloge digitalne kampanje, kot je pač iz volitev v volitve, ima seveda neko večjo vlogo, še vedno ne prevladujoče, še vedno televizija na koncu tudi prek družbenih omrežij ima neko večjo težo kot pa neki samostojni videi, recimo, ne. Ampak jaz mislim, da na teh volitvah bo izjemno pomembno, kako bo delovala direktna kampanja na terenu, kako bo delovala civilna družba in tukaj mislim, da se je prvič v zadnjem referendumu izjemno dvignila civilna družba desnega pola z številnimi zavodi, društvi in drugimi akterji, ki so po vsej Sloveniji cerkveni, ampak tudi v sodelovanju z obema strankami. Jaz sem bil na nekaj teh dogodkih in recimo okroglo mizo, ki je organiziral zavod, ki ga je ustanovila kakšna od župnij, je 3/4 publike, seveda so bili SDS in en del Nove Slovenije, ampak zraven še en del ljudi, ki jih pa nobena od teh strank recimo ni uspela pritegniti. In tam mislim, da je nek dodaten bazen ljudi, ki se bo lahko aktiviral na naslednjih volitvah. Prej si govoril, da se zdaj poskuša pač približati zakleniti v ta levi del. No? To pomeni pa, da se odpira malo več prostora na tej sredini za Logarja, ali kako? Ja, zdaj, če bo pustil Preblič ta prostor, ne, obstaja pač ljudje, ki jim ta spor pač ne ustreza. Ne. Se pravi, te volitve so drugačne od volitev zadnjih let novih obrazov, ker zdaj nimamo novega obraza. Ne. Skratka, ker Preblič ni zasedel tega prostora kot novi obraz, tudi če bi šel kot akter, bi se on boril, se pravi, levi pol je vedno prišel z novim obrazom. In zdaj imamo prvič po dolgem času, da imamo mogoče celo Podrnovško. Pa 2018 je bilo podobno, ker je Šarec šel preš, rekel, so bili tam nekje, no, na 14, 13, 12%. Ne? Skratka, imamo pač Roberta Goloba, ki ima tudi dosti veliko odbojnost, in imamo na drugi strani akterja, ki ima tudi veliko odbojnost. Ne? In ti ljudje iščejo nek svoj prostor in tukaj je po mojem ta nevarnost, da Preblič, ker velja za levo provenienco, jaz mislim tudi zato je bila ta njegova komunikacija, vprašanje, kakšna bo po volitvah, ljudje, ki ga poznajo, mi pravijo, da on sploh ni po prepričanjih tako zelo lev, kot se predstavlja, ne? Ampak je to pač politična strategija. Ti moraš nahraniti tiste svoje, če si podjetje stranke, če si pa politik, svoje potencialne volivce. In jaz še vedno, tukaj res se strinjam s tabo, da soočenja ne igrajo velike vloge, bom povedal zakaj, empirično. Ne? Jaz pač za razliko od večine desnega pola ne verjamem v ponarejenost volitev pri zadnjem referendumu. Vsi so pač napadali določene agencije, češ da igrajo po nekih navodilih, ampak ne pozabimo, noben od teh pa ni pošteno povedal, da je oktobra Miro tudi Ijek, Inštitut Janeza Evangelista Kreka, ki je zmero čisto podobno. Skratka, zdaj nimo čita, da bi bili za evtanazijo, je absurd, ker sodijo, tu sodijo milije Nove Slovenije. Ampak vseeno, pač potem oni pa direktno plačajo to raziskavo za to, da ustvarijo javno mnenje, ki je v korist Nove Slovenije. To, kar smo rekli, to so odgovori na prvo žogo. Sam da zaključim, sam če lahko. In zdaj, se pravi, prvič ne verjamem ponarejenost anket. Ampak, kaj se je pa res zgodilo, ne? In to je po mojem bil ključen moment. Anketa Mediane se je, mislim, da izvajala do srede. Ključni moment se pa po mojem mnenju zgodil v četrtek na soočenju RTV-ju. To soočenje je bilo res izjemno. Ne? In jaz mislim, da to je pripomoglo ogromno k spremembi javnega mnenja. To je prva stvar. Druga stvar, bom potegnil iz zgodovine primer. Stranka Levica je prvič prišla v parlament, če mene vprašate, zaradi enega samega nastopa na RTV Slovenija, ali pa na Pop TV. Ampak bilo je eno samo soočenje, ki jim je dalo 400 točke. Tam je Židano zadilo. Če smem tlele še dopolniti, to, kar je Prebiliču pripisal Sebastian kot minus, ta njegova cincavost, je v slovenskem političnem prostoru lahko plus, če ima dobre svetovalce. On mora dati več energije, ampak on bi moral se postaviti v vlogo, da je on Miro Cerar, ker te karakteristike Miro Cerar je tudi svetovalec. Spomnim se, kako on vladal kot predsednik vlade, rekel, bom premislil, se so ga pol hecali, on je bil cincač, ampak na to cincaštvo slovenski večinski volilec, pustimo one, ki imajo svoje
religiozna prepričanja v politiki, ne, da tako rečem, ampak tista večina, ki odloči volitve, pade na cincarstvo. Ne. Kar me skrbi pri Pebeliču, ne, tega vtisa ne daje. On ni v glavi štartov na 30+%. Če bi to štartov, bi imel tudi sam več samozavesti in bi jo razžareval. Ampak ni še prepozno, če ga to prepriča. Če on štartov na 10%, bo se boril za vstop v parlament. Na kaj pa je potem štartov? Ja, jaz mislim, da na koncu, kot slišim malo okrog, se je on ustrašil Roberta Goloba, ne, in v tem strahu se mal potegnil nazaj. Se pa zna zgodi, da jaz mislim, da to, kar smo zdaj zrihtali, je bila bomba zaklepanja, kot sem pojasnil, se pa jim zna eksplodirati v roki, ker če ga bo to spodbudilo v tekmo, ne, potem niso nič naredili. Če so ga s tem diskreditirali, zdaj vsi komentatorji bodo zdaj govorili, da je on cincač, ne, in pa da je šel v to tekmo zato, da v bistvu ne premislil veliko zgodbo, zdaj pa si rešuje kožo, ne bo kandidiral. On bi zdaj mogel vse postaviti na laž, v soboto bi mogel sprejeti, da gredo sami, ker to je edino logično. Jutri. Se pravi, edino logično, če jaz vstopam v politični prostor kot nov akter, ne kot nekdo, ki ima že stranko, lačna usta, on nima tega. NSI to ima, SD to ima, on tega nima. Lahko pride samo eno opcijo. Jaz sem tisti, ki bo spremenil paradigmo te države, jaz sem nov obraz za mandatarje, jaz sem naslednji mandatar. Če s tem ne vstopi, je brez veze, potem je boljše, da ostane v Bruslu. Če pa s tem vstopi, ne, in če ga je to spodbudilo, da bo postal bolj aktiven, da bo bolj reagiral, ne bolj agresivno, ampak bolj aktivno, proaktivno, potem jim bo, jaz trdim, da jim bo bistveno premešal štrene, ne, ker stvari niso take, kot se zdijo iz kavč odgovorjevalcev, kar si je pokazal, ne, na zadnje, ta referendum o prostovoljnem končanju, zakon o prostovoljnem končanju življenja. Končamo še zdaj s tem, in kaj bo zdaj jutri naredil Pebelič, po vašem mnenju? Pač prvo mora razložiti, najprej jaz mislim, da bo precejšen šok drugih, da se je sploh šel pogovarjati. Njegovih. Seveda, in pa tle še en dejavnik, ne, on govori o čistih, neobremenjenih ljudeh, ne, pol pa gre stranko, v kateri si ti pred dnevi pisal o kriminalnih omrežjih, ki jo prepletajo. Ne, in mislim, da bo ti si pa še posebej upozoril na to. Jaz mislim, da bo tudi ta dejavnik mogoče vplival na njih. No. Peter, kaj bo naredil Pebelič jutri? Ne vem, kaj bo naredil, ampak kar bo jutri naredil, bo bistveno zaznamovalo njegovo politično nadaljno pot. Dobro, Sebastian, Peter, hvala za vajne komentarje. Vidimo se prihodnji torek, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.